Lepo pozdravljeni. Astronavti so se po 9 mesecih vrnili domov in zopet stopili na trdna tla. Raziskovanje vesolja je realnost, ki nas spremlja zdaj že več kot 50 let. A kakšne tehnologije so nas pripeljale do sem in kakšne tehnologije nas bodo vodile naprej? Kako daleč smo do Marsa in ali bomo vsi lahko kdaj zapustili planet? Na ta in druga vprašanja si bom odgovoril v Centru vesoljskih tehnologij Hermann Potočnika Nordlunga. Dobrodošli v Centru Nordlung. Tukaj boste dobili vse odgovore o raziskovanju vesolja, kajti Hermann Potočnik je bil eden pionirjev astronautike in reševanja problemov, kako se potuje in živi v vesolju. Dizajniral je tudi prvo vesoljsko postajo, ki jo poznamo na primer iz Odisejade 2001. Znan film? Tudi jaz bi se rad kdaj počutil kot astronaut. In zato sem usedel na ta stol, ki ga imenujemo Baranjev stol. Kaj pa Baranjev stol dela? Baranjev stol je v bistvu mini trening za astronaute. Preizkusili smo se namreč v svojem ravnotežju in občutku za orientacijo. Preverimo. Dobili boste masko za oči, tole bom odložila, tako. Vidim ne nič. Super, dobite še glušnike, da še slišali ne boste. Slišim praktično ne nič. To se že vrti. A se ni tako hudo biti astronaut, to je zabavno. Čakaj, malo hitreje gre. Jaz se še vrtim ali sem primer? Se še vrtite? Okej, ker imam občutek, da se vrtim. Zdaj ni kot totalno na glavo obrnen občutek, ampak kot da si v nekem jajcu, ki ga pa zdaj obračajo malce okrog. Zelo zanimiva izkušnja. Tako si predstavljam, da hodijo po Luni. Podal se bom na mednarodno vesoljsko postajo. Prav tisto, na kateri so 9 mesecev preživeli astronauti, ki so se ravnokar vrnili na Zemljo. In sem že noter. Tle kar en polšter lebdi naokrog, a ga lahko primam. Jaz grem kar čez to vesoljsko postajo, kar čez. Tle sta kar dva astronauta. Tle stranišče se zgleda čisto preveč zakompliciran, tako da grem jaz na spacewalk. Jaz grem hoditi. Spacewalk, ja. Pod seboj vidim Zemljo. Mislim, da smo nad Slovenijo. Vidim naš studio. Jure! Kam nas je pripeljala tehnologija? Res neverjetno. Zakaj se oddaljujem stran od Zemlje? Ne! Nočem iti z Elonom Muskom na Mars. Tudi za čisto lahkega. Sončim se na Luni. Čeprav, če bi se dejansko sončil na Luni, bi zgorel. Vsak pravi astronaut mora biti pa tudi pilot, kajti do svojega delovnega mesta si pripeljejo kar sami. Jaz letim svoj Pilatus čez slovensko nebo. Ja, poglejte vse te lepe hribe in doline. Letalo razbito, pilot cel. Zato obožujem simulacije. Čeprav film na letu bi bil lahko bolj zabaven. Nordlungovo bivalno kolo. A štekate? Gravitacija. Observatorij Nordlung. 360-stopinjska soba, ki nas pelje po vesolju, v sončju, planetih. In tudi meni je moje obzorje razširilo za 360 stopinj. To so slovenski sateliti in taki so zdajle v vesolju. To je Sara, slovenski dizajn robota za raziskovanje planetov in asteroidov. V to so astronauti oblečeni, ko se usposabljajo za let v vesolje. V vesolju pa ne. To je pa slovenska vesoljska hrana, ki je zasedla kar 3. mesto na razpisu NASA. Ričet je. To je pa hrana, ki jo jejo astronauti v vesolju. Tale je ruska, je bila pa tudi že kranjska klobasa v vesolju. Potovanje po vesolju je realnost. Realnost, ki jo pišemo danes in razvijamo vsak dan. Bo imel vsak možnost zapustiti naš planet? Morda. Morda pa tudi ne. Jaz pa ostajam na Luni. Za ta teden z Juretom Godlerjem, korespondent Luki. Hvala lepa in lahko ne.
Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.